uro za mesto in z nami v tem studiu naš župan Aleksandar Saša Arsenovič. Dobro jutro, gospod župan. Dobro jutro vsem. S kolesom kljub mrazu. Ja, malo spomni, da je bila zima prekratka. Je, ne danes, ampak ok, se ne predate, super, še naprej s kolesom. Zdaj dobili smo ogromno vprašanj, bomo videli, skozi koliko bomo prišli, pa najbolje, da kar začneva. Poslušalec Boris nam je pisal in pravi, da je doma v neposredni bližini vsakodnevnega prometnega kaosa pri UKC od 7 do 13 in potem vmes med 3. in 4. Kje je rešitev te situacije? Predlaga, da bi morda tudi vhod v bolnico odprli z druge strani, kjer je urgentni vhod. Ja, to je tema, s katero se soočamo že 4-5 let. Več je deležnikov, UKC, Best in Parking in po zadnjih zagotovilih direktorja Flisa bodo spremenili, torej ukinili parkirišča znotraj za rampo, ker tisti, ki želijo noter parkirati, pravzaprav povzročajo, da nastane tista kača mimo lekarne in potem gre celo do Ljubljanske. In ne gre samo, seveda, gre seveda za vse nas, ki se tam želimo peljati skozi, pa ne moremo. Še najhujše pa je, da se zaustavi tudi javni potniški promet, ki bi moral biti hitrejši kot avto, če bi ga želeli uporabljati, in pravzaprav se dela zelo velika škoda. Javni potniški promet sofinanciramo že iz proračuna 9,5 milijona in pol je fajn, če pretočen. Tako da upam, da bo to en del situacije rešilo. Druge možnosti, ki so nove linije, ki jih načrtujemo javnega potniškega prometa in bomo skušali narediti tako, da bo seveda UKC morda še bolj dostopen za eno krožno avtobusno linijo, torej v večji frekvenci, ne bi pa več vse linije tja vozile, torej da bo tudi iz vidika javnega prometa manj avtobusov tam. In najverjetneje upam, da nam bo letos uspelo v času Festival Lent, torej kot s nekim simbolnim začetkom poletja, ker nas je manj v mestu, bi poskusno za motoriziran promet zaprli Stari most, kar bi omogočalo potem tudi zavijanje avtobusov levo, desno, torej ko greš čez Stari most iz mesta proti desnemu. Se pravi, da se izognemo temu krožnemu. Tam izognili in bi potem tudi zaradi tega bilo in boljše življenje ljudi tam, ker ne bi bilo avtobusov v tem obhodu. Tako, ja, to so te, upam, da bo kmalu bolje. Ok. Nastja sprašuje, zakaj, to je pač njeno opažanje, zakaj v mestu tako malo igral za otroke, da jih recimo na Studencih ni, razen tistih, ki so nastala v sklopu novih blokov. V mestnem parku pogreša na otroških igralih zaščito za sonce, je sicer pohvalila to idejo z vodo, ampak je težava med poletjem. In pa naslednji del njenega vprašanja o odrih v centru mesta, ki veliko večino leta samevajo. Naprej glede otroških igrišč, sam sem bil na tej funkciji zelo neprijetno presenečen, da Maribor nima otroških igrišč. Torej, imamo jih 45 javnih, od tega smo jih 26 od teh 45 naredili v letu 2022. Delno seveda tudi na pobudo prebivalcev, za kar se jim zahvaljujem v okviru participativnega proračuna. In sedaj je na mizi projekt, ki bo šel v izvajanje skladno z sredstvi, ker se zavedamo, da so mnoga ta igrišča bila pravzaprav šele začetek javnega prostora, da manjka igrala tako za gibalno ovirane kot za starejše in da manjka delno urbana oprema in povsod pa manjka zelenje, ki bi dalo ne samo senco, ampak tudi boljši zrak v mestu. Tako da smo zdaj v bistvu se nam ta otroška igrišča kot začetek nadaljnega ustvarjanja. Plan je narejen, en del tega bo narejen že letos. Drugo vprašanje je bilo odri. Ja. Samevajo, gre odri tam, kjer so na razpolago vsem, ki v mestu delujejo. Večina teh odrov je v javni infrastrukturi, tako da pozivam vse šole, vrtce, ustvarjalce, društva, da se povežejo s tistimi, ki to infrastrukturo upravljajo. Drugače pa Festival Lent se bliža, upam, da ste karte že kupili. Ja. Program že lahko boljši drugo leto. Je bilo še kaj? Ja, ne, to je ok, se pravi, je občina dato na razpolago, samo pač vsem organizatorjem, vsi, ki ustvarjajo in bi to lahko predstavili. In nekaj idej je tukaj tudi na naši strani, sploh kar se tiče čarobnega Maribora, tam sanjamo o tem, da bi bolje izkoristili auditorij Lutkovnega gledališča. Je tudi razpis
da bi se ga celo leto uporabljalo, tisti šanki, in tisti, ki bo ta razpis dobil, bo moral zagotavljati tudi program. Ok. Tako da se bo tudi tu spremenilo. Zdaj poslušalec Boštjan recimo sprašuje kar direktno, gospod župan, kdaj boste uredili desni breg, ker se vse dela samo na levem, tako piše Boštjan. To je ena taka mantra, ne? Da je pravzaprav že probo biti čim krajši, pa sigurno ne vem vsega. Ja. Najprej se vam predstavljam, da vse, kar bom naštel, da tega ni. Še. Ok. Gremo naprej. DCA, novi na Studencih, 2 oddelka vrtca na Studencih. Obnovljena osnovna šola Franceta Prešerna. Dobro. Obnovljena šola Tabor 1. V pripravi je ni še narejeno novo otroško igrišče na mednarodni osnovni šoli, torej Leona Štukla osnovna šola. Na Pohorje, ki mislim, da je na desnem bregu, smo do sedaj vložili že 30 milijonov evrov. Streliška, podaljšek ceste proletarskih brigad je na desnem bregu, Koseskega je na desnem bregu, skatepark največji v Sloveniji je na desnem bregu, Tekerski potok gre iz CTN faza 1 v prenovo je na desnem bregu. Zelo smo se trudili, da smo tisti najbolj naseljen del desnega brega, Novo vas Tabor, že prekrvavili z M-bajkom. Na desnem bregu je narejena nova kolesarska povezava od Splavarske brevi do dvoetažnega mosta z M-bajkom vred. Na Dvoržakovi je kmalu bo pričetek gradnje novih stanovanj za mlade. Takoj potem, prav tako na desnem bregu, zdravstvena postaja Magdalena, ki krasi tisti naš center znanja, junija bo otvoritev. Aglomeracije so bile večinoma na desnem bregu, v Limbušu in Pekrah. Se dogaja. Ljubljanska, 4 otroška igrišča, Goran Dragič, še eno košarkarsko igrišče. Desni breg, vem, da je vedno premalo, ampak dragi moji, skušajte si predstavljati, da tega ni. In od tistih 26 igral, mislim, da jih je 14 ali 16 celo na desnem bregu. Ja, pa tudi desni breg je kar večji od levega, ne? Ja, ampak vse to bi lahko bilo narejeno že pred 2018, kar sem zdaj povedal. Ne moremo pa narediti vsega, sem pa vesel, da ljudje verjamejo, da bomo še dosti naredili. Ok, super. Še eno vprašanje, preden si privoščiva par minutni premor. Recimo poslušalka Manja je opazila, da je Trg Svobode v slabem stanju, da je asfalt v zelo slabem stanju in sprašuje, ali je v načrtu tudi preureditev Trga Svobode in ali ste na občini to opazili oziroma zakaj še niste tega opazili na Trgu Svobode? Smo opazili in je tudi v viziji. Se pravi, treba je urediti celotno območje od Mercatorja na Vogalu, Partizanska, Titova do Trga generala Maistra. To je ta celotna poteza v Frančiškanski cerkvi, kjer pravzaprav ne veš, zakaj so tam potopni valji, ki so potem tisto območje, ki je zaparkirano, Tic, ki je že pravzaprav malo dislociran glede na dogajanje, da se dogajanje v mestu seli bolj v druge dele mesta. To je velika želja našega podžupana, arhitekta gospoda Reichenberga, da bi vsaj prišli do ene vizualizacije preko seveda javnega arhitekturnega tečaja, ki ga sredstva za to tudi potrebujemo in načrtovan za leto 2025. Ok, se pravi od leta 2005. Ne samo Svobode, ampak še celotna poteza Partizanske do priključka na Trg generala Maistra. Ok, skratka, cel ta del okoli Frančiškanske cerkve tudi. Župan je naš gost, danes imamo uro za mesto, župan odgovarja na vaše vprašanja, ki ste jih poslali na info@totiradio.si. Po kratkem premoru nadaljujemo. Torej, poslušate uro za mesto na Totem radiju, v Totem studiu. Naš župan Aleksander Saša Arsenovič. Gospod župan, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Moram reči, da na zadnje, ko ste bili tu, smo se imeli, da pred 8:30 ne govorite, ampak dan smo ugotovili, da vseeno gre. In hvala lepa. Uro sem si predstavil. Okay. Torej, gremo dalje z vprašanji, ki smo jih zbrali od poslušalk in poslušalcev, ki ste jih poslali. Hvala lepa. Še enkrat poslušalko Majo zanima, ali je bila premišljena poteza, da se je po zaprtju toliko cest v središču Maribora, torej Koroška in Lent, prometna obremenitev preselila na Mladinsko cesto, kjer je praktično ulica osnovnih in srednjih šol ter fakultet. Torej, najprej gremo širšo sliko pogledati. Tako Združeni narodi kot Evropa
ponuja različne številke, da bi se vsi mi zavedali, kako se prebivalstvo po celem svetu seli v mesta. Do leta 2050 bo 70% vseh ljudi, tistih 11 milijard, živelo v mestih. Drugi podatek, do leta 2040 je bila narejena analiza, se bodo mesta vsak mesec povečevala za velikost enega današnjega New Yorka. To so enormne številke in seveda vsem tem ljudem, ki smo že tukaj, treba pripraviti tudi pogoje, ki so nizkoodlični, brez hrupa, več zelenja, podobno kot smo nekoč živeli v hiškah v naravi. In pravzaprav nam Evropa zato daje denar, da mi spreminjamo mesta da spreminjamo pogoje v boljše bivanjske pogoje in seveda potem avto ne more biti enakovreden deležnik pešcu in vsebinam in kulturi. Zato so vsi ti ukrepi. Kako pa jih delamo, pa seveda druga stvar. Med gradnjo delamo analize, štejemo promet na vseh koncih, kje so vplivi plus, kje so vplivi minus in za veselje vseh na levem bregu lahko povemo, smo že večkrat vam še enkrat, da se je skupno število avtomobilov na levem bregu zaradi Koroške in Lenta bistveno zmanjšalo, se pravi, zdaj Lenta tudi še bolj. Je pa res, da imamo ta izziv, da je mesto najbolj poseljeno med našimi romantičnimi hribčki, piramido, mestnim hribom in Kalvarijo in reko, in da je tukaj največ infrastrukture, tako vrteške, šolske, univerz, in zato je tudi bila že leta 2019 pripravljena rešitev in veliko korakov z Ministrstvom za infrastrukturo in državo, da končno naredimo ta predor in da sprostimo prometa. Ker pa sam vsaki dan najmanj 4-5 krat prečkam to cesto, ali zato, ker peljem otroka v vrtec, ali ker grem v službo, ali domov, ali oboje, pa moram povedati, da res tukaj nekega velikega problema ni, ker če kdo misli, da se mora peljati po Mladinski 50, se moti, če pa 5 minut počakaš v Špicah, pa dajmo to primerjati z drugim. To je neprimerljivo. Zaenkrat mi res na srečo še nijamo nekega prometnega kaosa. Ampak zanimivo, da pa samo bi kot eno vmesno vprašanje samo skočil ta tunel. Zanimivo, da na ministrstvu vse skozi vztrajno pravijo, da oni o tem absolutno nič ne vejo. Ne, mi na zadnjem sestanku z ministrico Bratuškovo smo se dogovorili, da bo projekt ostal živ. Mi smo ga pripeljali do točke, kjer je sedaj na strani vladna stran, da naredi naslednje korake in verjamem, da se bomo tega dogovora držali. Okay. Zdaj še nekaj povedal, kar se tiče teh avtov in to, ali pa prometa, ali pa skuterjev na trgih in historičnih prehodih in brveh in to. Se pravi, vemo, kako vzgajamo svoje otroke. Ne? Ko gre otrok čez cesto, pazi, ustavi se, smo vsi nervozni, ne? Ker vemo, da prihaja nek prostor, kjer je vozilo, ki je smrtno nevarno. Ko smo mi zdaj ustvarili že 25 hektarjev, pravzaprav proti 30 gremo, varnih pešcon med Dravo in parkom v tem našem historičnem srednjeveškem delu mesta, se pravi, imamo v sami podzavesti in odrasli in ljudje občutek, da smo varni. In takrat se seveda temu tudi drugače obnašamo. Ja, bolj sproščeno, otrok, če mu žoga pade iz rok, bo seveda ne bo najprej pogledal levo, desno kot na cesti, ampak bo kar tekel. Zato opozarjam in prosim vse in uporabnike avtomobilov in voznike enoslednih koles, skuterjev, da pravzaprav tega ne vzamejo kot neko prepoved, ampak kot priložnost, da smo lahko v skupnosti bolj razumevajoče eno drugega. In je tu pravzaprav samo za varnost tistih najbolj ranljivih. Ja, absolutno, se strinjam. Torej, gremo dalje. Poslušalka Tanja je poslala in pravi, da je v zadnjem času iz središča mesta odšlo kar nekaj trgovin, tudi gostiln. Ali je to posledica visokih najemnin ali slabega obiska v mestu? Tako sprašuje Tanja. Ne eno, ne drugo. Obisk je večkrat večji, kot je bil, kar vidimo vsaki dan, kaj šele sobote in nedelje, zato tudi razmišljam trgovine in predvsem javne zavode v kulturi in vse druge podporne dejavnosti ob nedeljah odprli in sobotah popoldan tudi. Verjetno bomo morali malo razmisliti, ali se splača delati v trgovskih objektih zjutraj od 8 do 10, ali raje potem te ure nadoknaditi in biti bolj dolgo z ljudmi, ki so se prilagajati navadam ljudi, ki so zdaj več v mestu, tako sobote kot nedelje. Me malo skrbi pripravljenost
in tudi lokalnega kapitala vlagati v svoje mesto. V Ljubljani, kadar se ena ulica zapre za promet, so potem investicije hitrejše. Upam, da bo tudi v Mariboru kmalu temu tako. Skupno število lokalov, ki so aktivni, pa je boljše, kot je bilo seveda leta 2018-2019, tudi vsebinsko smo boljši in je praznih od nekaj več kot 100 samo 16 občinskih lokalov. Bi si pa seveda želeli bolj kvalitetne ponudbe, smo v pogovorih tudi z tistimi, ki so najboljši v Evroparku. Stvari so se tudi na svetu bistveno spremenile. Če se spomnimo, včasih so bile trgovine v glavnem čevlji in tekstil. Te stvari zdaj kupujemo preko spleta, zato tudi postavljamo kmalu v mestu paketomate in podobne stvari, da gremo tukaj skladno s časom. Tako da v mestu bomo verjetno imeli več storitvenih trgovin, starih obrti, upam, in produktov, ki sodijo v mestna središča. In ne v nakupovalne centre. Andreja je napisala oziroma postavila zelo zanimivo vprašanje glede Rotovža. In sicer jo zanima, ali bodo spet možne poroke v Rotovžu kot nekoč in če kdaj. Bravo, Andreja, odlično vprašanje. Ravno včeraj sem bil na obhodu v Rotovžu in Rotovž raste, torej ta naša mestna hiša kulture. Si nam ta center pozabili, Rotovž je čisto dovolj. In seveda si ta del, kjer so bile nekoč poroke in kjer je pravzaprav naša stara mestna hiša iz 1515. leta, ta del ni del projekta. Aha. In včeraj smo na sestanku svetniških skupin se že o tem pogovarjali, mislim, da bomo morali zagotoviti sredstva za prenovo tudi tega, ker drugače bo ta prostor deloval zelo, zelo, zelo slabo, ko bomo doživeli otvoritev tega kulturnega monstruma. Ki bo na dvorišču. Ja, mislim, fajn bi bilo, ravnoteženo bi že bilo. Ne? Pa ne nazadnje, in tudi poroka ponavadi vodi tudi do otrok in otrok si želimo čim več, tako da bomo uredili ta prostor. Okay. Torej, Andreja, to je bil odgovor na to vprašanje. Pa še, veliko smo jih dobili, recimo Sara, Matjaž in Aleš pravijo, da po prenovi promenade na Lentu so opazili, da ni košev. Zakaj? Kje so, glede na to, da je sprehajalcev vedno več, tudi neke klopije in kam dati smeti. Zdaj, to je pač ena zelo zanimiva, unikatna teorija, ki jo imate, gospod župan, ne? Ne, ni unikatna, ampak je iz mogoče enih malo drugače razmišljajočih držav. Tu se mi včasih zdi, kot da mora koš tekati za tabo po mestu, ne? V parku je, preden smo ga šli prenavljati, čisto vsaka klop imela neki ogromen koš tam. Ja. Jaz pa mislim, da moramo iti v smeri to, kar je naš slogan, in hvala vsem, ki ste sodelovali v akciji čiščenja mesta. Moji odpadki, moja skrb. Če malo zdaj ponazorim, kar me moti na igrišču Iva Daneva, ne? Vsak, ki tja pride z plastenko vode ali pa s frutabelo in žogo, ne? Mu na pamet ne pride, da bi žogo pustil tam, ne? Plastenko pa frutabelo pa je treba, ali kaj, ne vem. Zdaj smo dali tja koše, ampak problem je tudi to, da koši ponavadi kličejo druge smeti, ne samo tiste, ki jih nekdo nujno bi pač tam odložil. Zato je naša vizija, kar smo opazili tudi pri tistih odlagališčih smeti, eko otokih, tako imenovanih, ne, tam je bilo vse drugo, samo eko ni bilo, ne. Tako da naprošam vse, da se ravnate približno tako, kot recimo doma, ko se zavedaš, da je škoda nedelje, da bi jo riskiral za to, da pospraviš vse, kaj si čez teden nametal, ne, da boljše čez proti pospraviš in potem ni treba pospravljati. No, evo, no, se pravi, je malo tu tudi ene prevzgoje oziroma drugačnega načina razmišljanja v načrtu. Radi moramo imeti svoje mesto in potem pač vzameš tisti papirček od prazne čokolade, lažje žep domov ali pa do nekega dovolj je teh smeti. Tudi koševne smo prešteli, mislim, da jih je 30 na tej liniji, so malo bolj rjavi, da so malo bolj skriti, ker ni ravno se zahvaliti z njimi. Okay. Tako da ja, treba je pač očitno tudi, ja, sej mogoče res ne je bilo slabo spremeniti razmišljanja tudi o ostalih stvarih. Ja, torej župan je v našem studiu, nadaljujemo takoj potem. Minuti ura poslušate Uro za mesto, naš župan Aleksander Saša Arsenovič je še vedno v totem studiu in odgovarja na vaše vprašanja. Gospod župan, malo še, par minut še. Z veseljem. Okay. Za seveda občanke in občane. Potem pa ob 9 pa en sestanek, ki bo mogoče pripeljal do novega M-bajka. Ok.
Lahko grem, ne potem. Ja, lahko, ampak se najprej še za en bajk dovolimo. Torej, poslušalec Andrej nam je pisal in opaža, da v zadnjem času v mestu vlada mrtvilo, da je že nekaj časa velika večina dogodkov skoncentriranih na Poštni ulici, povsod drugod pa da ni dogajanja. Rešuje to vse skupaj sicer Festival Lent in posamezni koncerti. Ali se dela kaj na tem, da bi dogajanje vrnili na ulice, ali se oblikuje kakšna taka strategija? Strategija je, seveda Maribor je vedno bil gostoljubno mesto, znan po organizaciji velikih dogodkov. Od Festivala Lent so se mnogi učili, tudi dosti naučili, ampak ne more en Festival Lent, ki traja 2 vikenda, rešiti 52 tednov. Zato moramo poskrbeti celoletno. Gremo v smeri, kot sem že prej povedal, razpis je za delovanje auditorija pri Lutkovnem gledališču celoletno. Dogajanja bo več na Mariborskem otoku, veliko bo zdaj dogajanja na Pohorju in ga je že. Vabim v tej priložnosti 11. maja na otvoritev največjega bike parka v Sloveniji. Verjetno potem imamo seveda hvala SNG-u, ki dela tako balet pod zvezdami na glavnem trgu, Opera noč v parku, dramovanje na še neurejenem, pa upam, da še to uredimo, Slomškovem trgu. 1.9. prihaja Red Bull z Flugtagom s temi smešnimi vozili. Mislim, da vedno imate čas se prijaviti. Verjamem, da bo Toti radio tukaj. Ja, bomo zraven, ja. Ekip. Evo, bravo. Verjetno pa me mladi sprašujejo po tem bolj nočnem življenju. Tudi tukaj mislim, da moramo iti v skladu z trendi, da se malo prej začnemo družiti. Obstajajo veliki partiji zabave, ki se lahko začnejo tudi ob 10 zjutraj ali 4 popoldne. Ni treba vedno čakati na to, da pade noč, pa da gremo ob 11 komaj ven, pa da gremo ob 6 zjutraj domov, pa potem je naslednji dan, se vemo kakšen približno. Ja, da se jih par dni. Ni pa problem v tem samo dnevu, problem je tudi v potem delovanju mesta, se pravi, kje naredi tako stvar, mogoče MTT priložnost za tako malo bolj dolgo nočno ali pa do jutra veselje. V mestu pa si bolj prizadevam, da bi se dogajanje končalo do 2. ure, kar pomeni, da je potem nek hrup v mestu do približno 3, da lahko tisti, ki tu živijo, spijo vsaj 4 ure od 3 do 7. Kvalitetno, ne? Ja. Poslušalec Sašo sprašuje, kdaj bodo objavljeni odgovori v zvezi z javno razpravo glede preureditve mestnih linij. Reforma naj bi se torej zgodila pred poletjem in zanima ga, ali ureditev avtobusnih linij, ki se nanaša na območje Betnavske, Ljubljanske, Razvanja, ostaja zastavljena takšna, kot je predlagana. Torej, najprej hvala vsem 647 meščankam in meščanom, ki so se odzvali, ki so dali podbude. Potekajo zelo intenzivna izsklajevanja med našimi strokovnimi službami, univerzo z koncesionarjem, torej javnega potniškega prometa, kaj je možno, in upam, da bomo uslišali čim več želja. Ne more pa funkcionirati javni potniški promet po principu, jaz pa še poznam onega, pa bomo še se pol kilometra k njemu peljali, da on ne bo rabo 100 metrov iti do avtobusa. Se pravi, tu bomo morali, če bomo hoteli imeti učinkovit javni potniški promet, torej večjo frekvenco možnosti vstopa na avtobus, bomo morali, bo prav gotovo nekdo tudi nekaj izgubil. Jaz pa se trudim za to, da bi kot skupnost pridobili in predvsem razmišljamo o eni krožni liniji, ki bo mogoče razdeljena v 2 dela, ki bi bila podporna linija še tema 2, se pravi, kako priti do kampusa čim večkrat ali iz kampusa v mesto in kako povezati avtobusno postajo, torej medmestni promet z UKC-em, kar je velik izziv z Evroparkom in upam kmalu tam mobilnostnim vozliščem. Tako da premiki bodo sigurno terjali neki svoj čas prilagajanja na spremembe, ampak verjamem, da bodo pravzaprav zelo, zelo dobre. Linije bo krajše, ne bo več toliko kroženja, ne boš več tako dolgo čakal, je pa res, da boš moral v zameno za to kdaj tudi prestopiti. Kar je recimo v večjih mestih nekaj povsem normalnega. Gremo, tako skušamo en del ohraniti tam, kjer so avtobusi polni, recimo 6, 1, tam ni potrebno delati sprememb, ker je itak dovolj ljudi na njih. Večji problem je tam, kjer vozijo avtobusi večino časa prazni, avtobus stane, šofer stane, servis pa je 2krat na dan. Treba spremeniti. Tako. Torej, in sprašuje, se bo ta reforma zgodila pred poletjem?
pred poletjem, ker bo treba še kar precej stvari narediti, kar se tiče novih postajališč, recimo pri Europarku ali pa neko malo krožišče bomo rabili za obrat te krožne linije vzhodno na Pobrežki od Europarka. Bo kar nekaj posegov, ne vem, če bomo uspeli narediti vse do takrat. Jaz pa upam, da bomo vsaj z 1. septembrom potem prišli do novih linij. Okay. Tudi 2 avtobusa pričakujemo, nova električna, malo manjša, 9,5 metrov na mesto 12 in 30 cm ožja, ki bi služila tej 8-ki A in B in verjetno bo en od teh avtobusov prečkal tudi Koroško cesto za to, da bi bil javni potniški promet čim bolj konkurenčen. Okay. Poslušalka Tanja sprašuje, zakaj je v središču mesta tako velik problem glede dostave, ker ima trgovino na glavnem trgu, dostava pa ne more biti brez dovolilnice, ker je vedno druga registrska tablica dostavljalca in zato, da dovolilnice ni mogoče kar tak pridobiti. Zakaj so taka pravila in ali razmišljate, da bi tudi tukaj naredili kakšno reformo oziroma spremembo? Ne, tukaj ni potrebna nobena reforma, tukaj so vsa pravila zato, da pravzaprav ni zlorab pravil. Je pa seveda mogoče dobiti dovolilnice za več različnih vozil z predložitvijo kopij prometnih dovoljenj vseh vozil, naprimer nekega podjetja, ki nekomu nekaj dostavlja. Treba se povezati z uradom za komunalno promet in prostor in si te dovolilnice seveda do 10. ure pridobiti. Kar se pa tiče drugih načinov dostave na logističnih mestih, pa smo ugotovili, da se mnogokrat zlorabljajo, ker smo tam dovolili, da so ne samo kombi kot dostavna vozila, ampak tudi kot servis prebivalcem, če nekaj na hitro opravi, vendar ni bilo kontrole in so dostikrat bila ta logistična mesta zaparkirana in potem so imeli realni dostavljalci problem, kam postaviti vozilo in je končalo ali na pločniku ali pa na cesti. Zato bomo v novem odloku smo sprejeli odločitev na mestnem svetu, da bo potrebno z parkirno uro izkazati, kdaj si prišel. In bomo s tem pravzaprav potem nažalost morali kaznovati tistega, ki se reda ne bo držal, v smislu, da opravi čim prej in da je prostor someščanov. Ok, se sliši smiselno. Sicer pa Peter iz Malečnika, to še za eno vprašanje, še imamo ravno časa, pravi, da nobena izmed obljub v kraju, torej v Malečniku, ni bila uresničena, da ste obljubljali ureditev centra kraja, novo stavbo, v kateri bi združili vse, kar krajevna skupnost potrebuje, obljubili ste krožišče s podprtjem duhovne hiše, da pa so namesto tega dobili zaprtje ambulante ter plazove, ki še niso sanirani. Kdaj lahko tudi krajani Malečnika pričakujejo izpolnitev obljub? Delno to drži, res je, obljubljali smo ureditev trga, ki si ga seveda Malečnik zasluži že verjetno pred 100 leti, pa ga ni bilo, pa bo zdaj. Imamo izdelan projekt za gradbeno dovoljenje, tudi PZ dokumentacijo, ustavi pa se vse na denarju, ampak jaz upam, da bomo vsaj ta del trga, ki po nekih ocenah stane okrog 30 000 evrov, da ga bomo pričeli izvajati v letu 2025. Je pa bilo kar nekaj tam na drugih straneh seveda narejenega. Del aglomeracije ali komunalne kanalizacije na območju Trčove je bil zaključen, preplastitve so bile narejene, sicer me je bolelo, kako dolgo traja, ampak sedaj je končno temu konec. Plazov mislim, da ni sprožil župan, nažalost je narava vedno bolj jezna na to, kako se do nje obnašamo, pa tudi v ti plazovi gredo, sanacija gre v izvedbo. Zaprtje ambulante je bilo zaradi odhoda v upokojitev in ta koncesija bo zdaj v kratkem razpisala, vendar za področje celega Maribora, ker drugače verjetno, tako kot smo prej imeli poskuse, ne bi dobili zdravnika, ki bi bil pripravljen delati samo v Malečniku. Teda, dragi Malečničani, bo treba vsaj do Partizanske k zdravniku, ni daleč 4 minute z avtom. In počasi mislim, da gremo naprej in da je tudi Malečnik v našem fokusu, tam, da si pa sam želel, in to je en izmed večjih izzivov, kako priti z mrežo električnih koles, pri tem veliko večjem številu ljudi v mesto, kako te ljudi potem spraviti do naših vinogradnikov, do naših gričkov, brez da bi uporabljali avto. Nujno potrebujemo mrežo za izposojo električnih koles, tako za
Kamnico, Bresternico, tisti del mesta, kot tudi tukaj za Maričnik, da bo potem en del tega kapitala, ki je zdaj v mesto prišel, se razporedil tudi do tistih, ki pridno delajo v svojih vinogradih. To je dokler droni ne bojo tako daleč, ne, da bi jih lahko vozili direktno na Ja, lokacijo. ko zdaj rečete droni, pomislim bolj na kakšne druge drone. Ja, ne, ampak na te potniške, ki so še da daleč. teh raje, Ja, dobro, gospod župan, najlepša hvala za vaš čas. To je bila ura v mestu. Uspešen dan želim, lep vikend. Lahko en poziv? Ja, seveda. Torej, na spletni strani Evropska sredstva.si je 20 projektov iz cele Slovenije, ki so bili izvedeni s pomočjo evropskih sredstev za uravnavanje razlik v razvitosti med regijami in med njimi je seveda tudi ureditev nabrežja Lent. Ko boste dobro pogledali vse projekte, boste z največjim veseljem, kar bi že itak kot Mariborčani, ampak zdaj boste pa res lahko s ponosom in veseljem glasovali in vas pozivam, da glasujete za naše mesto, da dobimo to nagrado, ker bo pomenila, da bo morda še kaj več ljudi prišlo si to ogledati. Absolutno. Še enkrat, spletna stran je. Spletna stran je evropska sredstva.si Tako, in potem ob 20. obletnici kohezijskih sredstev je 20 različnih projektov in glasujemo seveda za Maribor. Seveda in za Lent. Ja, gospod župan, hvala lepa, torej lep vikend želimo in se vidimo. Hvala, lep vikend in lepe počitnice in vse dobro in potem se vidimo 11.5. na otvoritvi največjega bike parka na Pohorju. Tako in potem v drugi polovici, največjega v Sloveniji seveda, in v drugi polovici ponovno, ko bo čas za uro za mesto in odgovore na vprašanja občank in občanov. Hvala lepa. Hvala vam za priložnost.